Pozdravljeni! Na vrsto je prišel že drugi prispevek v seriji posvečeni veliki nagradi Azerbajdžana in zaradi spremembe formata ga bomo imenovali Med kvalifikacijami. Kot dobro veste, smo danes v petek videli kvalifikacije za nedeljsko dirko. Za sobotni sprint bodo kvalifikacije zjutraj, kjer bo vse še enkrat bilo na tnalu. A brez skrbi, v Formuli 1 skrbijo za to, da imamo enostavna pravila. A kljub vsemu si bomo danes najprej ogledali tehnične novosti ter seveda zanimivosti, ki so jih ekipe pripravile za veliko nagrado Azerbajdžana in verjemite mi, imeli bomo kar nekaj zanimivih točk za pogledati. Najprej pri ekipi Haas. Čeprav na samih kvalifikacijah niso blesteli, so nam pokazali, kako lahko z enostavnimi rešitvami prilagodimo bolid razmeram na progi. Namreč vidimo lahko na tem posnetku, da so dobesedno odrezali tisti pomožni profil zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. Tu imamo na fotografiji tudi rešitev, ki smo jo videli na primer na veliki nagradi Avstralije. A ker ta globok rez na zadnjem pomožnem profilu spremeni tudi aerodinamično uravnoteženost, je bilo potrebno podobno napraviti tudi na prednjih pomožnih profilih. In tudi to lahko vidite na pričujočih fotografiji. Pri tovarniški ekipi Mercedes, kar se tiče zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja, lahko vidimo tisto konkavno rešitev, ampak z izjemno nizkim zračnim uporom. A kot zanimivost bi tu rad pokazal to fotografijo, kjer vidimo od spodaj, kako izgleda nosni konus in seveda prednji aerodinamični stabilizator. V primerjavi s tistim, kar smo videli pri prejšnji generaciji, ki je bila prisotna do sezone 2021, lahko tu rečemo, da gre v bistvu za enostavno zadevo. A poglejmo tudi, kaj so pokazali pri skuderiji Ferrari. Najprej na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju podobno krajšanje pomožnega profila kot pri ekipi Haas. A tisto, kar je mene osebno najbolj presenetilo, je bilo znova pojava dvojnega nosilca na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. Ukolikor se spomnite, na prejšnjih dirkah so imeli s tistim enojnim kar nekaj težav in izgleda, da tu v Bakuju so zaradi vibracij in verjetno drugih vzrokov dobesedno obupali. Pri McLarenu so pripeljali sem v Baku novo dno in v kombinaciji verjetno z razmerami na progi je ta novost pripomogla, da sta oba bolida prišla do Q3, a o tem tudi malce kasneje. A največjo novost so prikazali pri ekipi Red Bull. Najprej si bomo ogledali nekaj, kar smo v bistvu že videli, lepo serijo posnetkov zadnjega vpetja, kjer lepo vidimo, kako tisti nosilec zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja drži tudi trikotnik same obese. In vidimo ga, kako je tu v tem delu, kjer izpušna cev nekako narekuje tisto okroglo obliko, vse skupaj izpeljano. Nekaj, o čemer smo že govorili, kar je mogoče ena izmed tehničnih skrivnosti modela RB19, ampak vseeno do sedaj še nismo imeli za ene velike nagrade toliko lepih posnetkov. A bistveno je nekaj drugega. Čeprav pri Red Bullu so bili do sedaj v prednosti pred ostalimi ekipami, so tu na veliko nagrado Azerbajdžana pripeljali nove bočne strukture. Ukolikor pogledamo obliko, bomo takoj spoznali,
da ta nova oblika je bistveno bolj vitka od one, ki smo jo videli prej. Tiste zareze na zgornjem delu so bolj izrazite in vsaj na oko na prvi pogled tista izdolbina na spodnjem delu izgleda manjša, ampak zaradi tega, ker je zgornji del stanjšan. In tako lahko tudi razumemo, zakaj pri Red Bullu, posebej Max Verstappen, je imel kar nekaj zapovedati nad tem, da na veliki nagradi Azerbajdžana so imeli na razpolago le en prosti trening. S tako novostjo, čisto razumljivo, radi bi razumeli, ali zadeva deluje ali ne, ampak po tistem, kar smo videli na prvem prostem treningu, niso imeli pravih priložnosti. Seveda, to ni izgovor za rezultat samih kvalifikacij. Videli smo fantastičen krog Charlesa Leclerca. Kar je treba po svoje tudi razumeti, namreč proga v Bakuju mu leži, ne smemo pozabiti, najboljši na kvalifikacijah je bil tu v sezoni 2021, 2022 in tudi letos v sezoni 2023. A sedaj bomo malce tudi analizirali pravzaprav, kje je bila prednost in kje lahko pričakujemo celo slabosti Leclerca. A predtem si bomo ogledali še malce vse ostale. Namreč oba Red Bulla sta takoj za njim, s tem, da Sergio Perez zaostaja, po mojem videnju, malce preveč. Carlos Sainz mlajši je tisti pravi pokazatelj forme Ferrarija. Na prvi pogled je preveč zadaj, ampak če smo slišali izjave Charlesa Leclerca, niti sam ni verjel, da bi bil sposoben postaviti tak čas in celo na prvem zaviranju je malo manjkalo, da ni napravil napake. Torej, krog, ki je bil nekaj posebnega tik na meji tega, da bi Charles Leclerc pristal v zaščitni ograji. A konec koncev ni važno. Uspelo mu je in videli bomo skupaj, kaj se bo zgodilo na kvalifikacijah in sprintu ter najpomembnejši dirki za veliko nagrado. Takoj za obema voznikoma Ferrarija in Red Bulla Lewis Hamilton, ki pa zaostaja že za sekundo. In tudi sam se je tega zavedal. A treba je poudariti nekaj. Bil je boljši od fantastičnega Aston Martina s Fernandom Alonsom. In seveda to nekako v luči tega, kar smo videli na prvih 3 velikih nagradah, ko je bil Aston Martin vsaj po rezultatih bistveno boljši od Mercedesa, se mogoče tudi pri tovarniški ekipi Mercedes kaj spreminja na boljše. Lewis Hamilton se je pritoževal nad nizko končno hitrostjo. Ampak to drži le deloma. Ukolikor pogledamo uradne podatke, bomo videli, da na tistih, imenujemo jih najhitrejših delih proge, je res v primerjavi z Maxom Verstappenom izgubljal in to ogromno. A na tistem delu, kjer praktično pride do izraza bolj oprijem in govorimo konec prvega in konec drugega sektorja, podatki pravijo, da Lewis Hamilton ni bil tako slab, mogoče celo malce boljši od Red Bulla. In tu seveda na koncu moramo še dodati kar lepo pohvalo za oba McLarena, kar sem že omenil, in upam, da ta rezultat ni samo sad specifikacij proge v Bakuju in seveda izjemno dobre kvalifikacije za Yukija Tsunodo. Tudi Tsunoda se mora dokazati, kajti naprimer v mlajših kategorijah dobiva konkurenco. A sedaj si bomo ogledali, zakaj najboljši čas Charlesa Leclerca v primerjavi z Maxom Verstappenom bi lahko na sami dirki marsikoga presenetil in to na negativni strani. Charles Leclerc, ukolikor pogledamo to novo analizo, seveda uradnih podatkov, ki so na razpolago pri FIA, je v zadnjem poizkusu napravil popoln krog. Vidimo, da njegovi vmesni časi, ki so sestavili ta krog, so bili v tistem poizkusu najboljši, še več v drugem sektorju je napravil rekord.
A drugi sektor je tisti, ki vozi okrog mestne trdnjave, obzidja, tisti tehnični del. V prvem in tretjem sektorju, kjer pa je velika možnost prehitevanja, Charles Leclerc ni bil tako konkurenčen, kot bi si lahko mislili. Še več, njegov čas je bil plod fantastičnega kroga, ki se lahko posreči ali pa ne. Po drugi strani Max Verstappen vidimo, da v svojem najboljšem poizkusu ni sestavil najboljših sektorjev, kar se tiče njegovih časov. Torej ima še približno desetinko rezerve in, kar je bolj pomembno, ima pravo hitrost, tako v tisti končni številki, kot tudi v času na tretjem in deloma tudi prvem sektorju. In tu moramo sedaj razumeti, kaj lahko pričakujemo od same velike nagrade. Namreč Ferrari res je s Charlesom Leclercem dosegel najboljši štartni položaj leta 2021 in 2022, a zavedati se moramo naslednjega: na koncu dirke ni zmagal. Tudi letos lahko pričakujemo, da pri Red Bullu imajo še asa v rokavu in posebej v vezi s tistim, kar smo videli seveda na prvem tehničnem delu s to novostjo na bočnih strukturah. Nažalost, mislim, da ta najboljši čas kvalifikacij Charlesa Leclerca je le obliž na ranjeno dušo, tako njega kot vseh ostalih, ki imajo radi skuderijo Ferrari. Na dirki ne vidim, da bi lahko bil sposoben doseči podoben rezultat. A po drugi strani jutri nas čakajo nove kvalifikacije in sprint, kar nam bo dalo dodatne podatke, in v zadnjem briefingu bomo lahko trdili kaj več. Namreč sedaj s tistim, kar je na razpolago, pravzaprav ne moremo reči, ali je najboljši štartni položaj Charlesa Leclerca relevanten ali ne. A kot običajno, kar se tiče tega prispevka, ki se nahaja med dvema serijama kvalifikacij, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.